To smo se mi pač pogovarjali, te oznake, to so tudi ta naslov sem ga zdaj pravzaprav izvedel, namreč rečeno je bilo, da je pač tema voda in jaz sem ravno seveda rekel, ne bom govoril o vodi, ker tudi če pač govorimo o oceanu, pač pri Kosovelu ocean ni prvenstveno voda, ampak je absolutno se nanaša na temeljno razmerje do sveta, do kozmosa, na problem jaza in tako naprej, čeprav ima seveda tudi verze Kosovel ogromno v vodi, od prašička, ki se boji vode, do tega, kako morje tolče v njegovo lovbanjo, čeprav če bi pa tisti element, ki je najbolj konstitutiven za Kosovela, bi pa vseeno rekel, da je ogenj, tako kot za Karla Mikelšteterja, prej sem šel do njegovega spomenika. Mikelšteter prav to slavno geslo Fardi se stesso la fiamma, narediti ogenj, plamen iz samega sebe in tudi Kosovel je v bistvu to naredil. To predavanje se pa pravzaprav tudi nanaša prav na bolj kot na kaj drugega, na neko izkušnjo temeljno, ki sem jo imel ob delu z Kosovelovo zapuščino, ko sem v okviru te knjige Vsem naj bom neznan, ki jo lahko tukaj tudi kupite, poskusil z izjemo šolskih in fakultetnih zvezkov zbrati nekako vse doslej neobjavljene zapise Srečka Kosovela in sveto je nastala knjiga zelo raznorodnih, zelo heterogenih zapisov, od čistopisov do številnih osnutkov z različnih področij. Taka knjiga seveda odpira ogromno enih vprašanj, možnosti za diskusijo, tudi kritiko in samokritiko in tako naprej, čemur se potem pač na koncu predavanja lahko usmerimo. Tukaj bi pa mogoče izhajal iz tega, prav iz neke podobe, ki sem jo imel pred očmi čisto po organizaciji te knjige. Sem si želel, da bi korespondirala z neko vizijo, ki jo Kosovel o svojem opusu napiše v eni izjemno lepi pesmi, ki se začenja V noči ležim v svoji sobi, v kateri pravzaprav on tudi to, česar mu ni uspel realizirati in za kar ima občutek, da mu ne bo uspelo realizirati, vidi nekje kot že obstoječe. V tej pesmi on vidi svojo nenapisano knjigo, svojo knjigo temnih razodetij, ki živi in žari, kot da hoče izgoreti, kot da ne more živeti. In ta pesem se glasi tako. V noči ležim v svoji sobi, v moji so zaboji in prazna miza. Ob njej preživim vse žalostne ure in vse vesele ure, ki svetijo liki požar na nočno mesto. V noči se prebudim, v gosti temi gori, žari moja knjiga temnih razodetij. Živi, žari, kot da hoče izgoreti. Živi, žari, kot da ne more živeti. O, ti moja knjiga, nenapisana, ti moja knjiga žgočih spoznanj, žarečih energij, sanj, moči. Vse zlate žarijo črke iz noči, van, ki je kakor jaz bolan in mora skozi smrt v novi dan. Črke zlato gorijo, kot vrata so tajna, kot tista ograja, ki grem skozi njo v novo pokrajino. Zdaj, to pesem je prvi objavil Anton Cvirk v svoji izdaji izbranega dela in jo je nekako uvrstil v dodatek med pesmi, ki jih je on štel za tiste, ki se nekako Kosovelu niso ravno posrečile. Sam bi videl to pesem nasprotno kot dost ključno Kosovelovo pesem. Obenem pa seveda povsem razumem, da se v uredniku zgodijo taki spodrsljaje ali pa stvari, ki jih pač nekdo drug lahko vidi kot spodrsljaje. In
ko sem delal to knjigo, sem imel seveda v zavesti, če se drugmu zgodijo, zakaj se ne bi tudi meni. Tudi to je bil eden razlogov, da izrazito nisem poskušal zapisov Kosovelovih na noben soroden način hierarhizirati v sami knjigi, čeprav imam rad hierarhijo. Kosovel vidi svojo knjigo, ta knjiga je nenapisana, ampak njene črke so pa tukaj. So realno prisotne. Žarijo bolj kot črke napisanih knjig. Zlato žarijo kot v kakšnih kabalističnih videnjih. In vzpostavljajo neki prostor, črke rasto v prostor, pravi Kosovel v drugi, veliko bolj znani pesmi Kaleidoskop, ki je verjetno nastala v približno istem času in ki je z njo v tej temeljni podobi stopanja skozi črke povezana. Tudi v Kaleidoskopu se pojavi v drugem delu pesmi to stopanje skozi črke. In te črke se vzpostavljajo kot prostor prehoda, iniciacije. Kosovel stopa skozi v novo pokrajino. Ne samo, da jih vidi, ampak on stopi skozi in je v nekem drugem stanju, v nekem drugem prostoru. In to občuti kot nekaj revolucionarnega. V Kaleidoskopu to direktno poveže z revolucijo, ampak to je revolucija angelov. Skozi črke stopam za zlati zastor. Skozi zlate črke, revolucija angelov. Hej, hej, hej. In če naredim tukaj eno tako malo digresijo o revolucionarnosti, se prej z kolegom ravno pogovarjal o eni drugi svoji knjigi, kako misliti partizansko umetnost. Pravzaprav, ko sem delal to knjigo, Kosovelova, mi je nekako prišlo do zavesti, kaj je bil pravzaprav en temeljnih impulzov, da sem se lotil sploh te knjige o partizanski umetnosti. Zdaj, ta partizanska umetnost je navadno taka tema, ki je tista kolektivno identifikacijska tema, včasih tudi na zelo vulgaren način. Mene pa pravzaprav zanimal ravno en tak zelo mejen način obstajanja, ki je zelo blizu temu, o čemer Kosovel v tej pesmi govori kot o realni prisotnosti nenapisanega. In prav ta beseda nenapisano je bila ena ključnih, ki me pravzaprav spravila v celo to razmišljanje o partizanski umetnosti. Zadnjič sem po daljšem času spet gledal v Nuku rokopise Vojka Gorjana, spet enega pesnika vizijskega, ki ga nekako slovenski prostor ne zna zares prepoznati. In sem se spomnil, kako je bilo zame odločilno pismo, ki mi ga je pred več kot 10 leti napisal njegov oče, ko sem ga pač nekaj o Vojku Gorjanu sprašval in sva potem prišla tudi na to temo partizanske umetnosti, ker je bil Vojko Gorjan oče, njegov je bil partizan in je deloval tudi kulturnik. In mi je pisal tako zelo zanimiv v bistvu esej o načinu obstajanja umetnosti v neki taki izredni situaciji. In tam mi je napisal, kako bi moralo preučevanje partizanske umetnosti, če bi res hotelo zajeti njeno bistvo, pravzaprav upoštevati tudi take stvari, kot je vnašanje ločil v nenapisana pisma teh ljudi. In ta senzibilnost je bila tista, ki me je usmerila pravzaprav v proučevanje tega gradiva, iz katere je nastala ta knjiga. Vprašanje, kako so črke in ločila na vse zadnje nenapisanega lahko že tu in kakšna transformativna moč se s tem sprošča. In ko sem pri delu s Kosovelovo zapuščino naletel na ogromno zapisov, ki včasih z nekaj besedami evocirajo nenapisane tekste, pa so taki, da so izjemno močni, hkrati pa lahko ne vemo, kaj bi z njimi. Mi je prav ta pesem, ki sem jo prej prebral, omogočila razmišljati o posebnem pomenu tega obstajanja med obstoječim in neobstoječim, ko imamo dejansko občutek, kot da beremo črke nečesa, kar ostaja še vedno nenapisano, ampak je pa v teh črkah ena silovita evokativna moč, ki nam omogoča vstop v prostor tudi tistega, kar je ostalo nenapisano. Osnutki imajo namreč v Kosovem opusu en precej poseben status, precej drugačen mogoče, kot so običajno osnutki, ker kolikor lahko sklepamo po ohranjenih njegovih rokopisih, on pravzaprav ni delal tako, da bi si naredil
osnutke, pa potem to počasi elaboriral do končnih tekstov. Njegovi teksti so z zelo redkimi izjemami, glavno napisani v eni verziji, z minimalnimi popravki, z neko hitrostjo, kot bi po nareku pisal. In k tekstom, ki jih je pa začel, pa ne dokončal, pa ni videti, da bi se pravzaprav vračal. Ampak ves čas je pa pisal ideje za neke osnutke, ideje za nerealizirale tekste. In to razmerje med njegovimi dokončanimi teksti in temi osnutki, skoraj vsi daljši teksti so pravzaprav na ta način samo evocirani, ni preprosto razmerje zdaj v smislu stopenj dokončanosti, ampak je prej videti, kot da se je beležil različne stopne oddaljenosti nekih idej, ki so se mu pojavile in da je tisto, kar mu je bilo impuls, ki mu je bil bistven, je pravzaprav v nekaj besedah zajel, tako da je bil tudi ta nenapisan tekst na bistven način že tukaj, tako da lahko skozi ta zaznamek še nenapisanega vstopimo van. Ves čas, ko gledamo, to je recimo že Marka Lund v svoji študiji o Kosovelu poudarja to mrzličnost, ki je zelo pač evidentna vsakmu, ki gleda te rokopise. Vidimo, da je on dejansko delal, pisal verjetno v zavesti, da ima zelo malo časa in nekoč si je prevedel misel Romaina Rolona, da živimo toliko silneje, kolikor manj imamo časa za življenje. In ničesar ni prepuščal prihodnosti. To je spet ena, recimo, paralela z Mikel Šteterjem, kar sem zdaj ga spet gledal. Mikel Šteter reče, če ne bi potreboval prihodnosti, bi se suženj osvobodil. Vidi to ujetost v prihodnost, pravzaprav kot tisto, kar človeka zasužnjuje. In zgostitev časa v eno samo točko neverjetne intenzitete vidi Mikel Šteter v bistvu kot neko resničnost, ki je seveda smrtno nevarna. In tudi Kosovel neko tako časovnost vzpostavi, se mi zdi, da ničesar ne prepušča prihodnosti. In tudi, ko gledamo določene tekste v tej knjigi, je zanimivo, recimo vidimo, on dela osnutke za diplomo o Alojzu Gradniku, velik del tega je že Ocvirk objavil, potem dela pa že paralelno neke osnutke za disertacijo, potem dela pa že članke, si piše za eno revijo, v kateri piše Karlu Kurču, da jo bo izdajal, ne vem, čez 2 leti, da namerava in čez kakih 2 leti v Ženevo, pa tam izdajate eno revijo v francoščini, ampak on si že kar piše članke tudi za to revijo. Ne? Skratka, tudi vse to, kar si on zamišlja v prihodnosti, si nekje že zdaj, ne prepušča prihodnosti, ampak jo evocira v tem hipu. In črke, ki jih zapisujejo, omogočajo vstop v prostore tistega, kar je ostalo nenapisano. In vstop je tukaj ne glede na to, kaj je dejansko realizirano in kaj ni. Kot da bi pravzaprav tukaj odkril neko skrivnost kreacije, ki ni odvisna od razpoložljivega časa. V tem smislu me to daleč spomni na te način, kako si Leonardo te svoje ideje, svojih izumov zapisuje. Leonardo je seveda zelo pomembna referenca za Kosovela, res pa ga je seveda študiral, poznal predvsem prek tedaj neznansko popularne, romansirane biografije Dmitrija Mereškovskega. In tako je Kosovel pravzaprav v nekaj letih ustvaril več kot ljudje, ki živijo 100 let. In ravno ta način obstajanja je pa globoko tudi povezan z nekim občutjem, da je že šel skozi smrt. Manj kot 1 leto pred smrtjo, ko se zapiše v znanem pismu Fanici Obid, zapiše, da je prišel v stanje, ko mu smrt ne more ničesar več vzeti. In zelo je bilo všeč ob tej knjigi, ko je šla, kaj mi je napisal Tomaž Brejc,
Jaz sem delal, preden je šla ta knjiga, sem delal jaz imam rad veliko propagando za to knjigo na Facebooku, sem ustanovil še eno gibanje, totalna propaganda na Facebooku, no in je Tomaž Brejc se je tudi vključil v to totalno propagando in to mi je bilo veliko časno in potem, ko je pa knjigo dobil, je pa tudi na Facebooku napisal tole, ker ravno govori o neki posebnem načinu obstajanja, eni krhkosti, občutljivosti pravzaprav stvari, ki so v tej knjigi. Vsem naj bom neznan. Če Kosovelove zapiske berem tako, da jih zaprem tja, kjer se predstavno nahajajo, kar ni enostavno, ostajajo bolj ali manj zanimivi, izzivani ali presenetljivi fragmenti. Če jih berem v polju nenapisanega, se pa razsvetlijo kot zvezde. To mrzlično zapisovanje nenapisanega se povezuje s Kosovelem zelo zavestnim raziskovanjem mejnih stanj komunikacije. Način, kako obstaja velik del teh zapisov, lahko povežemo z nekim mejnim stanjem, v katerem je v zapisu, ki sem ga poskušal datirati v leto 25 in je v tej knjigi, pravi takole. Kadar bi prišli ljudje do tiste razvojnosti, da bi si lahko direktno izražali svoje duševne pojave v meglenem stanju ustvarjanja, bi prenehala umetnost. Umetnost tam globlja, čim globlje kaže stremljenje k popolnosti. In zdaj, približevanje nekemu stanju, v katerem umetnost ni več potrebna, ker bi ljudje vstopili v nek nov način obstajanja in seveda nekaj, kar Kosovela povezuje s temeljno problematiko avantgarde. Obenem tukaj govori o izražanju duševnih pojavov, ekspresijo, kar bi potem spet lahko razumeli, da v ta prostor nekako prinaša dediščino ekspresionizma. Ampak ta izjava ima dva pola. Po eni strani ta težnja po samoukinitvi umetnosti, ki je povezan celo z neko meglenostjo, po drugi strani pa težnja umetnosti po popolnosti. In tukaj se potem vprašamo, zdaj ta popolnost zanj v tej samoukinitvi, ali gre za neko drugo popolnost, ki je mogoče ravno nasprotna temu stanju. Marka Lang je v 60-ih letih imel priložnost gledati Kosovelo opus tudi v rokopisih, čeprav pač ni znal slovensko, ampak so mu prevedel, pa pač je leta 65 napisal izjemno študijo o Kosovelu, kjer ga je pisal kot pravega Rembojevskega vidca, voyant. In tam je do skrajnosti poudaril to prvo tendenco. Vsem Kosovelovem opusu je videl bolj duhovno izkušnjo kot umetniški eksperiment, bolj stenogram duhovnega procesa kot formalno kreacijo. Zapisal je, med jasnovidnostjo in umetnostjo je tedaj Kosovel izbral jasnovidnost in je prodrl v tem smislu do meja neizrekljivega. Njegovo pesniško delo je popis boja, stenogram velikanskega procesa, v katerem stoji človek pred svojim stvarnikom in pred smrtjo. Ampak kljub temu bi bilo seveda podcenjevanje forme pri Kosovelu problematično. Kosovel noče preprosto podrejati forme vsebini, pa hoče doseči neko istovetnost forme in vsebine, ki jo je zapisal v znani formuli vsebina je oblika, pri kateri je med obema besedama potegnil trojni enačaj. In to formulo je razumel kot bistveno za svoje pojmovanje konstruktivizma. In na istem listu, kot prej navedeni fragment, ki sem ga prebral, kaj bi bilo, če bi ljudje dosegli tisto stopno, ko bi direktno komunicirali z duše v dušo, je tudi sonet, ki je v zbranem delu spet v dodatku med temi neposrečenimi pesmi, čeprav mislim, da je v bistvu zelo ključen za razumevanje Kosovelove poetike. In glasi se tako, ta mož se navdušuje za obliko in onemu je važnejša vsebina. A šele tam, kjer skrije jih temina in ustaneta zajeti v novo sliko, postane pesem to, kar naj bi bila. Odsev poti, ki skozi polnoč gredo, odsev stremlend, strmečih v tiho sredo, upraje noto našega pracilja. Popolnost ni li ona bila cilj, naj dvigne se na ramenih razmer in kar ni važno, bo postalo važno, ljubilo se, kar je bilo sovražno, in človek poln vseh svojih sil iskal za si našel bode smer. Skratka, popolnost, kateri stremi umetnost, popolnost, ki jo doseže pesem, ko postane tisto, kar naj bi bila,
ni na strani vsebine ali na strani oblike, ampak v neki novi sliki, ki presega njuno dvojnost. Obenem pa ta popolnost ravno v tem, da se ne omejuje zgolj na medčloveško sporočenje, ampak stremi v prav cilj. In ta beseda seveda združuje davnino in prihodnost v eni sami točki. On govori v eni drugi pesmi združitev prihodnosti naše z davnino. Skratka, to skupaj je zanj zelo bistveno. In obenem se povezuje z idejo središča, ki je vir neskončne kreacije in samo prek njega postane človek poln vseh svojih sil. Ker Kosovel gre prav za to, v tem času napiše, naša literatura je energetika, spet strojnim enačajem. Kako naj si človek pravzaprav apropriira vse svoje sile. In mislim, da nam prav ta sonet najbrž omogoča najjasnejše razumevanje te njegove ključne formule vsebine je oblika, strojnim enačajem, ki jo je napisal tudi na začetek načrta za eno nerealizirano knjigo Biti ali ne biti, tako filozofsko ali pa antifilozofsko knjigo, ki je tudi objavljen v drugi knjigi te Vsem naj bom neznan. Ta sonet je, ga lahko postavimo leto 25, se pravi v drugo polovico leta 25, v čas koncov. Benem seveda ta sonet ima moment, ki bi mu lahko rekli tudi tradicionalen. Kosovel govori o prav cilju in o središču in v tem je nek element tradicije, kot pogleda na sveta človeka, to sremenje k središču, prav cilju. In v eni drugi pesmi Kosovel govori kot v svojem cilju, da bi spoznal svet, kot so spoznavali ga stari. To je zanimiv paradoks. Če zdaj pogledamo zgodovino zgodne recepcije Kosovelega opusa, lahko pravzaprav nekaj zelo bizarnega opazimo. Danes upravičeno vidimo Kosovela kot nekoga, ki je bil pred svojim časom. Sigurno najmodernejši pesnik slovenski svojega časa, ampak najstarejši teksti pa v Kosovelu praviloma poudarjajo, češ Kosovel ni toliko modern, kot so drugi pesniki njegove generacije. Vidijo ga kot nekoga, ki je preveč skoraj zagledan v preteklost. Seveda niso poznali takrat najpomembnejšega dela njegovega opusa, ampak celo v tem nesporazumu je pa nekaj zanimivega. Temeljni modus Kosovega mišljenja v odnosu do temporalnosti gotovo ni modernost v tem običajnem smislu. Čeprav je seveda Kosovel, ki se je mimo grede povedano, zdaj če gremo v misticizem, se je rodil, to mi je vedno tak fascinantna koincidenca, on se recimo rodi 3 dni pred datumom, ki ga je Crowley razglasil za začetek novega eona Horusa. Skratka, Kosovel v celoti modernost jemlje nase kot divjo raztrganost, kot kaos ognja in prahu. Prepričan, da še nobena doba ni tako vedela, kaj je lepota in ni imela take lepote, kot prav tudi eden od tekstov iz te knjige. Ampak skozi to pot pa išče pot k nečemu drugemu. Kot pravi v neki drugi pesmi, ta združitev prihodnosti z davnino. In ob verzu v živem koraku mrtvi zmeni iz tragedije na oceanu je dopisana še varianta v sedanjem koraku davnost zveni. Seveda in ravno to ga spet povezuje z nekim bistvenim momentom temporalnosti, tako imenovane zgodovinske avantgarde, ki se ravno noče preprosto identificirati z modernim napredkom, ampak hoče skočiti čez napredek, kot bi rekel Boris Grojs. In v tem stanju potem Kosovel, ko po eni strani to jemlje ta sedanji čas nase, napiše spet eno zelo zanimivo podobo o času v enem fragmentu iz beležnice, ki je v zbranem delu en delček ostal neprebran, meni ga je uspelo prebrati še tisti delček, no, in reče prav kako, da dob ni
ampak ima nekak človek čas v sebi in vzpostavi eno tako metaforo, da ga ima v sebi, tako kot drevesa te letnice. Ena metafora, ki je zelo podobna eni pozni pesmi od June Barnes, recimo. In Kosovel govori o poteh, ki grejo skozi polnoč. In če se vrnemo k tej pesmi, ki sem jo na začetku prebral, v noči ležim v svoji sobi, Kosovel ne stopa skozi žareče črke v drugo pokrajino in to stopanje je v tej pesmi direktno povezano s stopanjem skozi smrt. Ne? Kako on mora skozi smrt v novi dan in zdaj stopa skozi te črke. In glede na to, da lahko v tej pesmi, v pesmi, ki je zapisana na istem lističu, vidimo vsebinsko bližino z dvema drugima pesmima, Kaleidoskop in Evakuacija duha, se zdi prepričljiva datacija skupna v leto 1925, ko je Kosovel na en poseben način, kot sem že omenil, stopil skozi smrt. Po leti 25 govori v pismih Fanici ubito o notranjem dogajanju v sebi, ki ga je imenoval velik prevrat. In ta prevrat je imel tako pesniške kot politične posledice, ampak če pozorno beremo ta pisma, o čem piše, je morajo iti pa najprej za nek temeljni prevrat v subjektu. Kosovel nenadoma gleda svet z neke druge perspektive, ki je reče kozmična. In ta pogled je tak, kot da je sam že stopil skozi smrt in mu smrt ne more ničesar več vzeti. In potem iz te perspektive, ko v bistvu eno zelo veliko daljavo vzpostavi do teh običajnih, ne vem, sveta, družbenih relacij, tako naprej. Ravno iz te daljave se mu takrat zazdijo pravzaprav razlike med njim in njegovimi kolegi, ideološke, pravzaprav manj pomembne in zato, ker sem iz te daljave pravzaprav lažji se odloči za eno močnejše povezovanje, sodelovanje, konkretno z mladimi komunisti, s katerimi ga je seveda, to, kar ga je v tistem času z njimi posebej izbližalo, je bilo njihovo novo stališče do nacionalnega vprašanja. Leta 25, prav po let 25 je objavljen ta slavni Martelančev članek, kjer pač začrta komunistično politiko glede slovenskega nacionalnega vprašanja, ki jo je potem tudi komunistična partija Italije sprejela v naslednjih letih kot svojo uradno politiko in to je bila pač politika, ki je predvidevala nekako združitev celotne slovenskega nacionalnega ozemlja znotraj te balkanske federacije. Obenem se pa ob tem velikem prevratu se na novo postavi vprašanje, kaj sploh je življenje in kaj je smrt. Za Kosovela ravno to seveda ni nekaj samoumevnega. On takrat jeseni 25 tudi napiše tako zelo zanimivo pesem v dialogu, ki je tudi tukaj objavljena, Lepa vida, pesnik in bankir, kjer so čudoviti verzi ravno o tem, kaj sploh je smrt in kaj je življenje. In tukaj pravzaprav nekaj obrne. In tudi v pesem V noči ležim v svoji sobi, ki je napisana na istem lističu kot pesem Ljudje so kot razodetje smrti, ki je bila prvič objavljena v Beletrinini izdaji Kosovelov izbranih pesmi. In sicer tam je objavljena kar kot nadaljevanje pesmi V noči ležim v svoji sobi. Jaz vseeno mislim, da sta to vsekakor dve pesmi, ki sta pa skoraj kot en diptih med sabo zelo močno vsebinsko povezani. In s te pesmi Ljudje so kot razodetje smrti vidimo, da za Kosovela, ki je šel v tem smislu skozi smrt, ravno ljudje v vsakdanjem življenju živijo v smrti. In da je zanje smrt vsako novo življenje. In pesem se glasi tako: Ljudje so kot razodetje smrti, ki se jaz proti ni borim. Ali oni, ki imajo v srcu led, ta led je njihov nirvanski mir, vedo, zakaj se borim, kako. Ti so mi prijatelji tužnih samot,
ki jih preklinjam, ko je v njih smrt, ki jih ljubim, kadar gradim. Ljudje so kot razodetje smrti in jaz govorim o polnoči, prizibljem se do rešetke ječe, prizibljem se, stresam elektriko, sipljem požarna mesta, da vzžarevajo v luči vstajenja. Ljudje pa ležijo v posteljah in se prikrižujejo, joj, samo tega ne, reši nas, o Gospod. Oni so mrtvi in v smrti živijo radi in vsako novo življenje je zanje smrt. Jaz pa moram molčati. Se pravi, Kosovel se v tej pesmi boriti proti smrti, ampak to je ravno tista smrt, ki jo imajo ljudje, ki so kot razodetje smrti za življenje. Iz njihove perspektive je Kosovelov boj proti smrti, boj proti življenju. In tega se Kosovel še kako zaveda. Se v članku, ki se začenja Ni glavno, zapiše in tukaj on subjektivira ta ogenj, o katerem se prej govoril, zelo dobesedno. Ogenj smo, ki mora izgoreti, izžareti v to temo, da jo razsvetli. A ogenj ni materija, ampak poslanstvo. Zato se ne bojimo prav nič smrti. Smrt je naše poslanstvo. Smrt gnilemu, strašnemu življenju. Zdaj, če poznamo pesem Evakuacija duha, smo v pesmi Ljudje so kot razodetje smrti najbrž takoj opazili tudi vsebinsko povezavo s to pesmijo, tako kot lahko v pesmi V noči ležim v svoji sobi opazimo v podobi stopanja skozi črke povezavo vsebinsko s kaleidoskopom, pa vendar gre seveda za zelo različne pesmi. Evakuacija duha in kaleidoskop sta med tistimi pesmimi, ki jih razumemo kot više Kosovelega konstruktivizma, medtem ko sta ti dve pesmi v interpretacijah navadno nekako bili vedno puščeni ob strani. Čeprav recimo ta V noči ležim v svoji sobi je rokopis tudi zelo lepo reproduciran v Ikarovem spevu. Najbrž poznate interpretacijo kaleidoskopa, ki jo je napisal profesor Vrečko. Vrečko postavlja to pesem prav v središče svojega branja Kosovela, pokaže, koliko je to ena ključna Kosovelova pesem in ob njej poskuša dokazovati, kako globoko je Kosovel dojel temeljne probleme konstruktivizma. To pesem vidi obenem kot nek prestop v neoklitski prostor. In to je ena taka zelo inspirativna interpretacija. Zdaj, kar je pri njej lahko tudi problematično, je, po mojem, da poskuša videti Vrečko to pesem kot nekakšno skoraj enciklopedijo konstruktivizma in vse asociacije, ki se odpirajo, vse te povezave, duhovne, ki se nekako vzpostavljajo kot možnosti, jih pravzaprav poskuša interpretirati kot neke dokaze direktne, kaj vse je on zanesljivo bral, da je lahko napisal to pesem, recimo, da je zdaj ta pesem nedvomno nastala kot upesnitev svetlobno-prostorskega modulatorja Moholinačovga, kar je seveda zelo zanimiva ideja, če jo vzamemo kot neko korespondenco, dosti bolj pa vprašljiva, če jo hočemo v tem zelo dobesednem smislu vzeti. Sploh pa tudi kot pač ta princip, da bi zdaj on tako rekoč opisoval, upesnjeval v tej svoji pesmi neko drugo umetniško delo. Ker predvsem se mi zdi, da je kaleidoskop lahko beremo kot eno vizijsko pesem. In če ga beremo skupaj s pesmijo V noči ležim v svoji sobi, se mi zdi to še toliko bolj prezentno. Skratka, da Kosovel pravzaprav v dveh zelo različnih načinih izrekanja govori o eni skupni izkušnji, ko govori o nekem svojem videnju, v katerem je prestop v to novo pokrajino, obenem prestop skozi smrt. Skratka, to se mi zdi bistveno, da ne vidimo
tega kot neko, ne vem, kompilacijo nekih vplivov, ampak dejansko, da Kosovel piše o nečem, kar izkuša, kar vidi. In celo stvari iz vsakdanjega življenja on vidi v neki kozmični perspektivi kot vizijo, ko on v kaleidoskopu govori, kako je svetloba besede kot mavrično steklo. Ta mavričnost se večkrat pojavlja v njegovem opusu kot neka zelo konkretna izkušnja. Mavrične esence se pojavljajo v njegovi viziji sveta, ki se je preganil, premaknil, prelomil in prav s tem izgubil dvojnost, na kateri je bil utemeljen v fragmentu Anima 300, ki je tudi v tej knjigi. Mogoče ga celo preberem, a sem nik tle knjige, ne? Ali je? Mogoče je. Tam je recimo en tak izjemna, sem je zaprta. Ali pa če jo otvorimo. Že zbudil? Jo je lepko že. Ob psu ima tudi blazno lep, ob psih ima čudovite stvari, Kosovel, tudi tlele v tej knjigi. No, ampak ta mater je lep. Tale... Čisto malo. Kje pa je zdaj to? Ta odlomek, evo, preberem, tam je recimo ena najlepših strani. Nenadoma se je zazdelo, da se je premaknila vsa ta realnost, da se je preganila, kakor se nagne brod na morju, kakor da vstaja in se niža. Ob ostrih robovih hiš, gora, pouličnih drogov si zapazil čudovite mavrične sence, ki so spremljale skrivnostno dvojno svetlobo tostranosti in onostranosti. Med tisto trdo realnost in večnost je stopilo novo, vedno premikajoča se, nihajoča oblika trajnega izpreminjanja in pregibanja. Realne sence so se daljšale v neskončnost. Človek, ki je šel po cesti, je segal senco stoletja naprej, kajti sonce je šlo že za njim. Prišel je stoletjem brat čez 200 let in se začudil, brat tistih medsferičnih senc, luči, ki je kakor godba iz onostranosti, ki se blesti in drugega nič, da vsi predmeti izgube svoje sence, da se vse svetlika kakor v četrtem prostoru svetovne duše, v prostoru, koder nastopajo predmeti v svoji istinitosti in izžarjujejo samo svoje bistvo. Nekako do tega pogleda na svet pride Kosovel, do tega direktnega izžarevanja bistva, stvari, ki vzpostavlja v nasprotju s to dvojnostjo, o kateri prej govorim, med to stranostjo, onostranostjo, med trdo realnostjo in večnostjo, nekaj, kar se povezuje z njegovo mislijo o tretji polovici, ki se je poskušal razviti v spremni študiji. In zdaj v pesmi V noči ležim v svoji sobi so zlate črke skrivnostna vrata, v kaleidoskopu so pa zastor, zlati zastor. In ena od Kosovelih misli o poeziji, ki jo tudi tukaj le objavljena, se glasi: pesem je kakor zastor, nekdo stoji za njo in govori. In tukaj se postavi seveda bistveno vprašanje, kdo govori. Kdo govori v Kosovelovi poeziji? In ko sem proučeval Kosovelovo zapuščino, sem pravzaprav večkrat dobil asociacijo na zapuščino enega drugega pesnika, zelo slavnega, Fernanda Pessoe. Ne sem zato, ker ti težko berljivi lističi včasih res prav fizično spomnijo na Pessoeve podobno težko berljivi lističe, ne tudi samo zato, ker sta obe zapuščini pravzaprav potrebovali približno enako časa, da sta bili v celoti objavljeni, oziroma Pessoova še danes ni bila čist v celoti. Obema zapuščinama je skupno tudi to, da seveda tudi objava nikoli ne more biti definitivna. Vedno se v zvezi pri Kosovu, vedno se postavljajo vprašanja določenih branj, določenih, kako pravzaprav urediti stvari, kako jih postaviti, kako jih gledati. Skratka, vedno ostaja nekaj odprtega, nikoli ni tukaj izčrpana
Kosovelova zapuščina vedno postavlja se pravzaprav kot neka naloga pred nas. Ampak asociacija je bila predvsem v tem tudi, da skozi oba pesnika govorijo različni glasovi. Pessoa, kot veste, je prav naredil en tak sistem pisanja skozi različne heteronime, različne osebnosti. Kosovel je pa na nek način tudi subjektiviral zelo različne pozicije, zelo različne načine izrekanja, stvari, ki se zdijo nezdružljive, kot da skozi govori več oseb. In v tem smislu je že Marko Juvan napisal asociacijo na Pessoa in tudi že Mark Allen je pisal, da gre pri Kosovelu za več osebnosti. Sam Kosovel je pa napisal, da je njegova pesem njegov obraz, ampak ta obraz je obenem eno samo bojišče. Sam pravi, bojim se gledati v zrcalo, moj obraz je strašen, filozofija, estetika, umetnost, likarstvo, vse se bojuje. In vprašanje je zdaj, kako dojeti to mnogoglasnost. Ena možnost je, da gledamo vse zelo sinhrono, kot je storil Mark Allen, ki mu je ta sinhrona sopostavitev omogočila prepoznanje notranje konfliktosti kot bistva Kosovelove poetike. Druga možnost je, da poskušamo razmejiti te glasove v nekem poskusu diahrone razčlenitve, jih razmejiti v obdobja in tako naprej. Pri tem je seveda glavni problem v tem, da večina Kosovelovih tekstov ni datirana in čeprav bi seveda pozorna analiza lahko omogočila še precej več datacij, kot jih je bilo doslej ugotovljenih. Ampak vsekakor pa čista sinhronija ni dovolj. Se Kosovel leta 25 jasno govori o prelomu v svojem opusu. To mišljenje preloma je bilo zanj zelo bistveno. Enkrat na en listek napiše vse, kar sem delal do sedaj, uničim celo. Ne? Ampak vendar pa ravno ta prelom ne pomeni seveda preproste in jasne neke linearne razmejitve med glasovi. Zdi se celo nasprotno, da se ravno po tem prelomu po leti 25 napetosti, ki so v Kosovelovem opusu, še stopnjujejo. Kosovel še bolj združuje nezdružljivo in to počne zelo zavestno, se kot temeljni princip svojega delovanja v tem času razglasi logiko paradoksa. Ampak tukaj se odpira res veliko vprašanj, ampak zdaj ni časa za to, koliko pa je ura, se že najbrž se bliža še 10 minut, ja, recimo, ja, tako, ja, glih nekak. Ampak, ko pogledamo te ta dva načina ene čiste sinhronije in poskusa, recimo, razmejitve v neke faze, se pravzaprav pri obeh vzpostavi nek dualizem, recimo pri Allenu in pri Vrečku. In sicer v tem, da je en del Kosovela radikalen, drug del je pa manj radikalen, tradicionalen. In nekako oba pravzaprav utemeljujeta svoje popolnoma različne interpretacije na tej dvojnosti. Pri Allenu je radikalni Kosovel tisti, ki je obseden s smrtjo, ki je svetovljan, ki doživlja tragedijo Evrope, drugi manj radikalni pol je pa tisti, ki se hoče prilagoditi logiki življenja in je v bistvu tradicionalističen. Pri tem gredo pri Allenu to logiko prilagoditve tudi njegove politično angažirane pesmi. Pri Vrečku je pa radikalni Kosovel avantgardist in je v nasprotju s tistim Kosovelom, ki naj bi bil bolj tradicionalist in se zdi, da Vrečko poskuša prav nekako zmanjšati pomen tega bolj tradicionalističnega opusa na račun avantgardističnega. Skratka, en del opusa je radikalnejši na način drugega. Zdaj, mogoče je pa gledati svet tudi drugače in videti ravno največjo radikalnost v teh napetostih med navidez nezdružljivih. Da Kosovel prav takrat, ko piše ti konce, se odloči izdati Zlati čoln, recimo. Če si spet dovolim analogijo s Pessoom, reči, da je Kosovel res radikalen, res pomemben kot konstruktivist in na račun tega videti preostali del opusa manj radikalen, je sorodno, kot če bi pri Pessoju recimo rekli, da je pa res radikalen, ne vem, zaradi
futurističnega segmenta, Alvaro de Campos, medtem ko je pa, ne vem, neoklasicistični segment je pa bolj manj pomemben. Pessoava radikalnost, Pessoavo zaobjetje napetosti lastnega časa je pa ravno v tem hkratnem obstajanju različnih pozicij subjekta in posledično tudi različnih načinov pisanja, s katerim je postavil neko dramo razcepa in poskusa reintegracije jaza. In nekaj podobnega bi lahko poskušali videti tudi pri Kosovelu. Kosovel se po velikem prevratu usmeri v neko bolj politično angažirano javno delovanje, obenem nastajajo njegovi najpomembnejši konci, ampak ob njem pa tudi pesmi v navidez tradicionalni formi, recimo. In takrat se, kot sem rekel, odloči, da bo izdal knjigo svoje baržunaste lirike, ki jo je pospremil z uvodom, v katerem te pesmi označi kot pesmi že mrtvega mladeniča. In zdaj seveda lahko to vidimo kot pač izjavo, on se zdaj poslavlja, reče, to je, ne vem, pa sepermen, lahko pa v luči tega, o čemer on govori kot v svojem stopanju skozi smrt, vidimo pa stvar tudi drugačno, to subjektivacijo postumnosti, da so zdaj to pesmi nekoga, ki je že mrtev, lahko povežemo s tem postumnim stanjem, o katerem Kosovel pogosto govori v svojih pesmih iz zadnjega obdobja. Tudi pesem, iz katere sem vzel naslov za to knjigo, se konča z verzom Jaz pa sem že mrtev. In zdaj, kdo je jaz? Kaj je jaz? Kdo je jaz? Kosovel v tragediji na oceanu, ki je prav tako nastala po velikem prevratu, zelo direktno zastavi to vprašanje. In presenetljivo je, dokot ga prižene. Andrej Breton je v svojem eseju o Joachimu von Arnimu je napisal, da gre vse zgodovini evropske poezije od romantike naprej za problematizacijo jaza. In če si še enkrat dovolim potegniti paralelo s Pessoa, lahko rečemo, da sta Pessoa in Kosovel pravzaprav vsak na svoj način skrajne konsekvence iz tega rembojevskega spoznanja jaz je nekdo drug potegnila. Pessoa obvlada ta notranji razcep jaza, tako da naredi cel sistem govorečih jazov, da se dobesedno razcepi v različne osebe, v odnosov, v katerih je on sam prazno mesto izjavljanja, persona, maska, nihče. Kosovel pa vzame nase nič manjšo dezintegracijo in hkrati pomnožitev jaza na tak način, da jo direktno sprejme kot eksplozijo brez opore, ki trga njegov lastni obraz, ampak ne ostane pri tej raztrganosti, ampak v tej raztrganosti prav tisto instanco, ki njemu in komurkoli onemogoča, da bi bil jaz, subjektivira kot edini resnični jaz. Tako kot na vprašanje o tem, ali bi njegova dela ostala ob večnosti, če bi zgorela, ki ga prek dramskega lika mladega pisatelja postavi na črtu drame Požar, odgovori tako, da se v bistvu identificira s samim ognjem. In tukaj pridemo seveda do oceana na koncu. Vsi poznamo tragedijo na oceanu in ta tragedija na oceanu se začne tako, da kot jaz govori ena instanca, ki problematizira vsak jaz, vsak partikularni jaz. In to je ta ocean. Pravi, kdo si? Jaz. Kaj je jaz? Kdo je jaz? Jaz mu uničim obraz. Moj obraz je tema, 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 ne tista tema. Tema srca, ki dobro de. Ona, ki sega od gore do gore, od morja do morja. Jaz ne varujem najlepših sanj. Moj grob je širok, moj grob je teman in kdor ima svoj obraz, mu ga raztržem jaz, ocean. Ta odlomek je za razumevanje celotnega Kosovega opusa, po mojem, zelo ključen in lahko v njem vidimo skoraj magičen obrat. Kosovel tukaj pripelje to problematizacijo jaza do skrajne točke, ampak pri tem skozi to prozopopejo oceana subjektivira kot jaz prav tisto instanco, ki razveljavi vsak jaz in raztrga vsak z njim povezan obraz. In v samem postopku izrekanja se prek dezintegracije zgodi ena taka magična reapropriacija jaza. To je seveda taka skrivnostna poema, ki omogoča, celo hoče različna branja. Recimo, Vrečko v svoji monografiji prav tako poudarja bistvenost prav teh verzov. In recimo, njegova teza je
da je narobe, da če bi tragedijo kot Ocean brali kot eno tako mračno, zateženo, depresivno, ekspresionistično pesnitev in preglaga branje v konstruktivističnem registru in vidi kot sporočilo te poeme nekaj po njegovem precej bolj optimističnega. Ampak v njegovem branju je sporočilo poeme tako, da Kosovel pravzaprav ponuja rešitev v odreki polaščevalskemu jazu. Gre za obrat k cikličnemu gibanju narave, ki ne pozna osebnega, individualnega in s tem za pobeg pritiskom moderne civilizacije, za neko apoteozo človekovega zlitja s ciklično naravo in v ozadju je po vrečku ideja toplega domačega sveta, ideja zemlje kot našega edinega domovanja, ki ga ne smemo zapraviti, kar je seveda za moje pojme, če berem to poemo, že malo sentimentalno, že malo tako kot ni planeta B, ta današnja floskula. Medtem, kako Kosovela zavest je pa ni zemeljska, je kozmična. Ne? In skratka se mi zdi, da ne gre tukaj za odreko, za to, da se zdaj človek zaveda v svojih meja, ampak gre ravno za to, da on v bistvu tukaj izstopi iz teh omejitev človeškosti in subjektivira tisto absolutno instanco. Skratka, da je absolutni jaz nekaj, kar je treba šele subjektivirati. In ko seveda poema to stori. In če jo tako beremo, seveda je zmagoslavna poema. Skratka, magični preskok, ki ga naredi ta poema, ni v abdikaciji in sentimentalnem priznanju lastne majhnosti in omejenosti, ampak v tem, da je kot edini jaz subjektiviran ta absolutni jaz oceana, ki razveljavlja vsak partikularni jaz. Da je edini resnični jaz prav tisto, kar onemogoča vsak jaz, raztrga vsak z njim povezan obraz in skozi Kosovelo poezijo v zadnji instanci spregovori ta jaz. In gre za to, kako vzdržati to subjektivacijo, ki je mogoča samo kot vzdržanje tistega, kar je za življenje, ki samo sebe opredeljuje kot življenje, s tem, da je nasprotje smrti smrt, kot izhodišče resničnega življenja. In to seveda pomeni prestop v neko čisto novo perspektivo. In v tej perspektivi lahko Kosovel v drugi zelo znani pesmi reče: nepremagljivi govori iz mene, nepremagljivi jaz, nadzemski, krut je ta glas. In tukaj se dejansko oglasi neka dikcija, za katero se lahko zdi, kot da bi iz neke davnine prihajala. Nepremagljivi, nas spomen na to staro antično sintagmo sol invictus, nepremagljivo sonce. In ni naključje, da Kosovel po velikem prevratu piše o novi religiji, o novi solarni, sončni religiji. In ta glas je krut. Ampak prav iz tega stanja lahko prihaja tudi ta knjižen, mil, prijazen šepet, če preberem še eno tako kratko 4-vrstičnico, ki je tudi objavljena v tej knjigi. Jaz žarim v dušah ljudi, kakor topla luč prižgan. Jaz sem jim prijatelj, neznan. Zdaj sem vam navedel, zdaj čujem dve možnosti zelo različni branja tragedije na oceanu. In seveda ni nujno, da se boste strinjali z mojim branjem, oziroma ne trdim, da je Kosovel imel v mislih tako branje. Dejansko je to, katero branje je resnično na neki, pri poeziji na neki stopni vedno tudi odločitev. Namen je, da se odločim, ali bom vstopil v pozicijo subjektivacije tistega jaza, ki razveljavlja vsak jaz. Ampak dejansko gre ravno za to. In Kosovel je zelo jasno prepoznal skrivnost kreacije ravno v tem, da je pesem pravzaprav popolnoma izročena tistmu, ki jo bere. Ko pesem berem, jo moram kreirati. Ravno skozi to se v pesmi realizira ta instanca jaza. Kosovel je v recepciji svojega opusa, v uvodu k svoji načrtovani knjigi Oblikovanje napisal te besede: jaz pa sem potnik in zvezdan brat. Kakor utrinek sem zvezdni, ne vem še kam padem, ali v ameriške gozdove, prerije ali na našo zemljo. Vem samo to, vsi ga pojdejo iskati in ko ga ne najdejo, se bodo spomnili, kaj bomo iskali utrinkov, mi sami utrinki velike kozmične volje živeti. Skratka, Kosovel nam sporoča to, da naj v končni instanciji moramo sami pisati njegov
opus. Tako se konča kerubinski popotnik Angelusa Silesiusa. Če hočeš prebrati več, sam postani pisanje in bistvo. In ravno v tej zavesti je Kosovel lahko vse, kar je percipiral, prepoznal kot svojo pesem. Tudi naključno videni naslovi časopisnih člankov so, če je tako hotel, postali njegovi verziji. In v tem stanju dobi ta pojem nenapisanega lahko spet en nov pomen. Nenapisanost ne samo kot nerealiziranost, ampak tudi kot nek nov način obstajanja, ki je v bistvu resničnejši od napisanega. Kosovel v nekem fragmentu pravi, ne to, kar je napisanega, nenapisana beseda ostane, da se uresniči. In to je verjetno osnutek za znane verze, v katerih pravi, opuščene bodo stare ceste in svet bo hodil po novih, nenapisana beseda ostane, da se uresniči, nenapisana, nemišljena, nikoli slutena beseda. Pri Kosovelu dobi beseda neverjetno moč. V enem zapisu iz beležnice iz leta 25 napiše, vsaka beseda je svet zase. In pravzaprav lahko tudi te njegove drobne fragmente v tej luči gledamo. Čeprav je v Kosovelem opusu ogromno tudi enih fragmentov, ne bi rekel, da je pomen teh fragmentov v neki estetiki fragmenta nasprot celoti. Ampak je njihova moč prej v tem, da pokažejo, da pravzaprav celota ničesar ne potrebuje, da je z eno samo besedo v nekem smislu lahko celota že tu, ko je evocirana. In da resnične Kosovelove črke, kljub vsem tem množici listov, ki jih je popisal in ki jih odkrivamo in ki nas presenečajo, ki se postavljajo pred nas na take in drugačne načine, so tiste najbolj resnična Kosovelova črke, najbolj resnična Kosovelova pisava, te ognjene črke, ki odpirajo vstop v novo pokrajino, ne pa sledi, ki ostajajo na tistih. Hvala.